Baročni slikar Valentin Metzinger je na naših tleh ustvarjal med letoma 1726 in 1759. V tem obdobju je v njegovih delavnicah nastalo več kot 300 slik. Ob pripravah na razstavo avtorice doktorice Anice Cevc smo jih restavrirali dobro tretjino. Restavriranje je potekalo nekaj let. Pri tem pa so sodelovali restavratorji Narodne galerije in restavratorskega centra, zunanji sodelavci in drugi strokovnjaki. V cerkvah so slike pritrjevali na oltarje na najrazličnejše načine. Nekatere so bile vstavljene na oltar s prednje strani, nekatere od strani, nekatere od zadaj. Snemanje slike z oltarja ni vedno preprosto. Že trenutek neprevidnosti bi lahko povzročil nove poškodbe. Delo je vedno opravila dobro izurjena tehnična ekipa. V zgodovini marsikatere slike je prišlo do zamenjave oltarja. To pomeni, da sta se spremenili tudi oblika in velikost odprtine, zato so pri namestitvi slike na nov oltar velikokrat močno posegli vanjo. Najpogosteje je bila obrezana ali zavihana čez robove novega podokvira. S preslikavo so obrezane dele zakrili gledalčevim očem, z restavriranjem pa so vsi posegi spet prišli na dan. Slika je varno zavita s posebnim transportom odpotovala v restavratorske delavnice, oltar pa prazen čaka, da se restavrirana slika čez nekaj mesecev vrne v cerkev. Takrat bo videti precej drugače. Stanje pred restavriranjem najbolje dokumentiramo, če sliko pred posegom na različne načine fotografiramo. Velikokrat so nam v oporo tudi druge vrste preiskav. Posnetki pod ultravijolično in infrardečo svetlobo, rentgenska radiografija in mikroskopija presekov slikovnih plasti. Vse to ohrani podatke o stanju slike pred restavratorskimi posegi in pomaga pri odločitvah, kako se lotiti dela. Pri restavriranju slik Valentina Metzingerja smo si največkrat pomagali s preiskavami v ultravijolični svetlobi. Z njimi smo odkrivali nanose barv, ki jih ni naslikal slikar sam, ampak so slike zaradi poškodovanosti izvirnika ali spremembe okusa nekega časa restavrirali ali kar prenovili. Po temeljitih preiskavah je slika vendarle prispela v restavratorsko-konzervatorsko delavnico. Tu bo v družbi drugih poškodovanih slik nekaj mesecev deležna najrazličnejših postopkov. Nekatere poškodbe slik lahko opazimo kar s prostim očesom, naprimer luknje, prerezano platno, odstopajočo barvno plast, luknjice, ki so nastale zaradi zarjavelih žebljev, saj so jih včasih zabili kar skozi platno s prednje strani. Ob strani slike je videti, da jo je nekoč nekdo že restavriral, saj izpod poslikanega platna gleda še eno platno, ki je bilo pozneje podlepljeno prvotnemu.
Včasih so sliko s hrbtne strani premazali, da bi s tem utrdili podlogo in barvno plast ali da bi jo zavarovali pred propadanjem. Pri vnovičnem restavriranju pomeni odstranjevanje takih premazov ure in ure potrpežljivega dela. Če je bila slika utrjena na tak način, so poškodbe, kot so luknje in pretrganine, reševali lokalno, z zaplatami. Lepilo, ki ostane na prvotnem platnu, ko odstranimo zaplate, je večkrat zelo trdo. Ko ga odstranjujemo, se moramo ves čas zavedati, da je platno pod njim precej krhko in pogosto že preperelo. Taka lepila največkrat odstranimo le mehansko, s skalpelom. Če smo se odločili za podlepljanje slike, smo jo morali najprej sneti spod okvira. Stari žeblji so bili ponavadi zarjaveli in jih je bilo težko izpuliti. Klešče marsikdaj niso bile dovolj. Včasih si je bilo treba pomagati z v ta namen narejeno malo plastično podložko, da pri puljenju žebljev ne bi še bolj poškodovali platna. Stare podokvire smo morali večkrat nadomestiti z novimi, saj so bili v tako slabem stanju, da ne bi več dolgo opravljali svoje naloge. Nositi težko, veliko, poslikano in včasih še podlepljeno platno. Les so dostikrat napadli črvi ali pa je z leti povsem preperel. Na podokvirih ponavadi najdemo veliko podatkov o sliki. Razne nalepke in napisi govorijo o lastništvu ali imenih restavratorjev iz preteklosti. Če podokvir zamenjamo, moramo vse to dobro dokumentirati in shraniti, ter kolikor je le mogoče prenesti na nov podokvir. Prvotni podokviri so bili iz jelovine ali smrekovine. Letvice so bile med seboj spojene s klejnim lepilom in lesenimi mozniki. Zdaj je na vrsti sprednja stran slike. Pri večini slik je lak na površini potemnel, nad njim pa so se z leti nakopičile še nečistoče in neredko povsem zakrile podobo. Ko smo oboje odstranili, so barve naenkrat spet zažarele. Da ne bi pri tem poškodovali barvne plasti, smo najprej naredili sonde. Na majhnih predelih ugotavljamo, kako bomo najučinkoviteje in hkrati najvarneje odstranili nečistoče in potemnili lak. Delo pogosto otežujejo stare retuše. Včasih so preslikani celi predeli slik ali kar cele slike. V takih primerih smo se, po odločitvi strokovne komisije, ki se je za to posebej sestala, največkrat odločili za odstranjevanje poznejših barvnih nanosov in za prikaz prvotne Metzingerjeve podobe. To pa je dolgotrajen postopek, eden najzahtevnejših pri restavriranju slike.
Poznejši nanosi so včasih trši in teže topni kot prvotni. Odstranjevanje preslikav v tem primeru zahteva veliko potrpežljivosti in previdnosti. Vse to pa otežujejo še strupeni hlapi topil, ki jih moramo pri tem uporabiti. Prostori so zato opremljeni s prezračevalnimi napravami, pri dolgotrajnem delu pa se zavarujemo še z zaščitno masko. Zelo zanimivo je opazovati razliko med neočiščenim ali preslikanim delom slike in delom z odstranjenimi nečistočami, potemnilim lakom in preslikavami. V trenutku, ko v celoti odstranimo vse te nanose, pozabimo, da je bila slika sploh kdaj drugačna. Zapomnimo si jo tako, da vse postopke sproti dokumentiramo. S hrbtne strani smo že odstranili lepilo, s katerim so bile na sliko pritrjene zaplate, s prednje strani pa so bile te poškodbe zamazane s kitom. Odstraniti ga je bilo treba mehansko. To delo zahteva še precej več previdnosti, saj pri tem ne smemo poškodovati barvne plasti. Če so luknje v platnu prevelike, da bi jih samo zakitali, vstavimo vanje v ta namen pripravljeno in izrezano platno. Kit bi namreč v predebelih nanosih razpokal. Poleg tega pri nadaljnji obdelavi površine potrebujemo še teksturo platna. V pravo smer obrnjeno pripravljeno platno podložimo pod izvirnik in ga izrežemo po obliki poškodbe. Pri tem moramo paziti, da upoštevamo smer niti in smer tkanja. Izrezano platno nato vstavimo v odprtino in ga s tankim japonskim papirjem pritrdimo, da se nam pri naslednjih postopkih ne bi premikal. Pri tem si pomagamo z grelno lopatico, s katero stalimo izbrano lepilno maso. Ker je bilo platno največkrat precej slabo ohranjeno, smo ga morali podlepiti z novim platnom. Včasih znova, včasih prvič.
Čez sliko, ki smo jo premazali z izbrano maso za podlepljanje in s tem hkrati utrdili odstopajočo podlogo in barvno plast, napnemo novo platno. Pri tem sta spet pomembni smer niti in smer tkanja. S svinčnikom na platno zarišemo položaj slike pod njim in si s tem označimo, kam bomo nanesli lepilno maso še z vrha. Načinov za podlepljanje je več. Veliko je tudi materialov, s katerimi lahko to počnemo. Pri slikah Valentina Metzingerja smo želeli uporabiti naravne snovi, saj so stare slike iz takih materialov tudi sestavljene. Za pripravo platna pred slikanjem so v tistem času uporabljali klejna lepila in bolonsko kredo z dodatki. Zakaj torej pri podlepljanju nismo uporabljali sorodnih materialov? Pri izbiri materialov za restavriranje slik moramo misliti predvsem na okolje, v katero se bodo slike spet vrnile. Ker večina slik Valentina Metzingerja prihaja iz cerkva s precej podobnimi klimatskimi razmerami, so tudi poškodbe pogosto podobne. V cerkvah je relativna vlaga zraka ponavadi precej visoka. To je idealen prostor za razvoj mikroorganizmov, kot so na primer plesni. Te se v okolju, v katerem najdejo dovolj hrane, naselijo kaj kmalu. Tako okolje so tudi klejna ali škrobna lepila, ki so eno od mogočih sestavin pri podlepljanju slik. Pri slikah, ki prihajajo iz cerkva, smo zato večinoma uporabljali materiale primerne za tako okolje. Večino slik, ki se bodo po restavriranju vrnile na svoje oltarje, smo podlepili z voščeno smolno maso za podlepljanje. Ta način je bil v številnih primerih, kljub nekaterim pomanjkljivostim, edina mogoča rešitev. Ko je bila slika ročno podlepljena, smo jo prenesli na vakuumsko ogrevalno mizo za podlepljanje slik. Sliko na mizi ustavimo med foliji. Miza s toploto stali voščeno smolno maso, vakuum, ki nastane med folijama, pa izsesa odvečni vosek. S termostatom, s katerim vzdržujemo primerno temperaturo in z nenehnim nadzorom preprečimo, da bi vročina poškodovala barvne plasti. Vakuumsko črpalko vklopimo, ko se lepilna masa stali. Odvečno maso pomagamo izriniti slike še z valjarjem. S tem dobimo lepo, ravno površino.
Konzervatorski restavratorski del je s tem končan. Platno je okrepljeno, podloga in barvna plast sta utrjeni in zaščiteni. Sledi estetski del restavriranja. Najprej je bilo treba odstraniti odvečno lepilno maso, ki je na sprednji del slike prodrla med podlepljanjem. Masa, ki bi ostala na površini, bi onemogočala nadaljnje restavratorske posege in kazila estetski izgled slike. Nato smo s kitanjem poškodb izravnali površino. Pri podlepljanju z voščeno smolno maso je bila najprimernejša izbira kita, pripravljenega iz enakih sestavin z dodatki polnila in pigmenta. Izbira pigmenta je bila odvisna od barve prvotne podloge. Pri slikah Valentina Metzingerja je bila k materialom za pripravo platna pred slikanjem največkrat dodana zemeljska rdeča barva, zato smo tudi mi uporabili kit v tej barvi. Kit nanašamo samo na mesta, kjer je slika poškodovana. Raven kita izenačimo z nivojem poslikave. Paziti moramo, da obdelamo površino zakitanih mest tako, da bodo razlike od izvirnika po retuširanju čim manj opazne. Pri kitanju smo potrebovali trdo podlago, zato je platno do tega trenutka ležalo kar na mizi. Zdaj ga je bilo treba napeti na podokvir. Če je bil star podokvir dovolj dobro ohranjen in še dovolj močan, da lahko nosi težo podlepljene slike, smo jo napeli kar nanj. V nasprotnem primeru pa so mizarji izdelali nov podokvir. Ko smo sliko napeli, smo morali prenesti še vse nalepke in druge dokumentarne elemente starega podokvira, starega pa dobro dokumentirati in, če je bilo potrebno, shraniti. Robove vsake slike smo oblepili z zaščitnim trakom in jih s tem zavarovali pred novimi poškodbami, ki bi lahko nastale med prevozom ali vstavljanjem slike na oltar ali okrasni okvir.
Površino slike moramo pred retuširanjem polakirati. Restavratorska etika našega časa nas zavezuje, da moramo vse, kar dodamo sliki, dodati tako, da lahko to za nami vsak z lahkoto odstrani. To velja tudi za retuše, zato mora biti med plastjo prvotnih barvnih nanosov in našimi nanosi izolacijska plast, ki to dvoje loči. Lakirati moramo enakomerno, najprej v eno in nato v drugo smer, toliko časa, da dosežemo lep, enakomeren lesk slike. Z retuširanjem skušamo zakitana mesta in predele, kjer manjka barva, narediti nemoteče za gledalca. To lahko dosežemo na več načinov. Vedno pa se moramo zavedati, da retuširanje ni svobodno ustvarjanje. Vsak, ki retušira, mora izbrati način, ki najbolj ustreza umetnini, ki jo ima pred seboj. Ker barve sčasoma potemnijo, moramo za prvo plast retuše izbrati svetlejši odtenek, kot je originalna barva. Šele ko se ta plast posuši, se z lazurami, črticami, pikicami ali v različnih kombinacijah vseh treh postopoma približamo originalu. Če barva manjka na velikih površinah, to zahteva več časa in potrpežljivosti. Na koncu pa dobimo površino, ki je iz daljave videti nemoteča. Od blizu pa mora biti jasno, da je to del, ki je bil sliki dodan pozneje. Pri slikah Valentina Metzingerja so bile retuše največkrat narejene prav na ta način. Z razdalje, iz katere ponavadi gledamo slike, se drobne črtice povsem zlijejo z okolico retuše in jih komaj opazimo.
Ko se retuše posušijo, sledi še končna zaščita. Ker bi s čopičem lahko poškodovali retuše, slike v tem primeru lakiramo s pištolo za lakiranje. Zato potrebujemo poseben prostor s sesalnimi napravami in še bolje s filtri. Mi pa moramo biti dobro zaščiteni, saj je v zraku ogromno strupenih hlapov. Slike, ki so veliko časa preživele v restavratorskih delavnicah, so počasi dobivale novo podobo. Tako počasi, da se na koncu nihče več ne spominja, kakšne so bile, preden so prišle v roke restavratorjem. Le fotografski posnetki, ki so bili narejeni pred začetkom restavriranja, lahko spet pokažejo, do kakšnih razlik je pravzaprav prišlo.